Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni visoki gostje, izjemno me veseli, da vas lahko v tako velikem številu tudi letos pozdravim na našem že 19. občinskem prazniku. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah ponovno praznuje že 19. občinski praznik. Skozi cel mesec november se je zvrstilo ogromno prireditev domačih društev, kot vsako leto izjemna so bila. Danes pa seveda osrednja slovesnost ob našem občinskem prazniku. V letu 2017 je bilo izjemno uspešno, izpeljali smo ogromno investicij, ki smo si jih zadali in čaka nas še bolj uspešno leto 2018. Načrtujemo res velike stvari in eden izmed njih je predvsem izgradnja poslovno-stanovanjskega centra, kar bo v našo občino prineslo nov, svež veter in zagon. Z veseljem sem se udeležil občinskega praznika pri Svetem Andražu, namreč skupaj z občino Sveti Andraž in še z drugimi partnerji smo v čezmejnem projektu Detox ali Etnotur in želim seveda kolegici Darji in občinskemu svetu, da bi čim uspešneje lahko zaključili vse te projekte, katere so si zastavili. Kolegici Darji in vsem občankam in občanom občine Sveti Andraž želim prijetno praznovanje občinskega praznika in seveda vse dobro. Poglejte, Jurčka ljubčki, kako se nam smeji, in lepenjav klobuček iz resja ven moli. In lepenjav klobuček iz resja ven moli. Poglejte, Jurček! Babica bo ta Jurček z jajci spekla, pa malo kruha, pa bo dober obed. Drago mi je da sam i ove godine gost vašega općinskog praznika. Čestitam vašoj županiji i njezinim suradnicima, cijeloj općini, svim udrugama, svima vama koji ste delali za dobrobit vašeg kraja, općine Sveti Andraž. Želim da i dalje budete tak uspješni i tak sposobni u svojim projektima. Vašoj općini svako dobro i sve najbolje svim ljudima. Vašoj sadašnjoj i budućoj županiji želim uspjeha u vremenu, ima novom mandatu koji će iduće godine biti pred njom. I veselim se iduće godine da se ponovo vidimo u Svetom Andražu, našem projektu Detoxu kojeg privodimo kraju, te 4 novom projektu kojeg smo prijavili, kojeg vjerujem da budemo iduće godine zastartali. Svako dobro i svima sve najbolje. Torej, veste kaj, povejte mi kaj o društvenem življenju tu pri vas. Pri nas imamo kar 16 društev, pokrivajo različna področja. Recimo, v kulturno-umetniškem društvu delajo vse, kar je mogoče na kulturnem področju, turistično društvo prebuja turizem na vasi, prostovoljno gasilsko društvo skrbi za varnost naših občanov in pomaga ljudem, s športom se ukvarjajo v klubu malega nogometa in v športnem društvu Rosa, streljajo v trapu, bor breakdance nastopa po celem svetu, Rdeči križ, čebelarsko društvo in Sapientija skrbijo za dobro počutje in zdravje naših občanov, za živali poskrbi lovska družina, za sadje in pijačo vinogradniško sadjarsko društvo, za dobro hrano seveda društvo gospodinj, mladi se družijo v društvu mladih, starejši pa seveda v društvu upokojencev. Napočil je čas, ko bomo slovesno podelili priznanja odličnjakinjama in zlati maturantki. Priznanje za izjemne dosežke na področju osnovnošolskega izobraževanja in za vseh 9 let odličnega uspeha prejmeta Nuša Gaves in Blažka Krepša. Na odru se nam pridruži tudi Katarina Gomzi, ki prejme priznanje kot zlata maturantka. Marmelada Margarina, je tako je
Sledi podelitev priznanj županje. Za ves dosežen poslovni uspeh, za spodbudo za nadaljne delo in ker s promocijo svoje blagovne znamke pripomore tudi k prepoznavnosti naše občine, županja vinogradništvu, vinarstvu Simon Druzovič SP podeljuje priznanje županje za dosežen poslovni uspeh. Čestitamo. Priznanje županje prejme gospod Marjan Gaves. Priznanje županje prejme Čebelarsko društvo Vitomarci. Priznanje županje prejme Milan Černel. Ja, priznanje županje nam precej pomeni kot za naš trud, naše delo, ki ga imamo. Zato sem vedno zahvaljujem županji za, da vidijo naše dosežke. Hvala. Ob tej priložnosti bi se zahvalil županji pa vsem občinskim svetnikom, da so izglasovali priznanje za mene. Seveda mi to priznanje ogromno pomeni, bilo je ogromno vloženega truda v to. Prazniki pomenijo nekakšno simbolnost. In v današnjem času, ko se velikokrat nam zgodi, da zjutraj so prve besede, ki jih preberemo ali jih nekomu namenimo, besede preko elektronskih medijev, preko SMS poročil, mislim, da je to vrstno druženje z toliko simbolike še kako pomembno. V tem času sem spoznal, da v občini Sveti Andraž veliko dobrih, prijaznih, toplih ljudi, ki kljub temu, da, bom rekel, živijo v Slovenskih goricah, živijo polno življenje in kljub temu, da država nameni občinam v Slovenskih goricah in seveda na podeželju predvsem manj podpore in tudi finančnih sredstev za razvoj kot v centru, da seveda vsak evro več kot dobro izkoristite in da se zavedate, kaj pomeni biti v stiku s časom. Zato tudi seveda čestitam županji občine. Mi smo ponosni, da nekako razvoj občine Sveti Andraž gre tako, se vzpenja, gre naprej. Jaz vam torej čestitam, še enkrat v prazniku čestitam vsem prejemnikom priznanj županje, čestitam vsem vam občanom, občankam, ki se trudite, da vam je v Svetem Andražu vsak dan lepše, kajti seveda tudi vodstveni v občinah ne bi sami mogli nič narediti, če ne bi imeli vaše podpore. In da ima županja takšno podporo, je tudi dokaz, da je danes tukaj polna dvorana. To je dokaz, da stojite za njo. Čestitam vsem vam, spoštovana gospa županja in vsi občinski svetniki ter predstavniki društev ob tem 19. občinskem prazniku. In vas seveda hkrati s tem vabim tudi k jutrišnji slovesnosti. Saj veste, ime vaše občine nosi Sveti Andraž. Če ne bi bilo Svetega Andraža, se pravi Svetega Andreja, tudi verjetno ne bi bilo tega imena, ne? Občankanim in občanom želim čestitati ob današnjem občinskem prazniku in jim zaželeti, da bi še naprej ostali tako složni in povezani.